Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Vi sprašujete, župan odgovarja, se bomo tokrat potepali po občini Braslovče, zato v našem studiu že prav lepo pozdravljam župana občine Braslovče, gospod Tomaž Žohar, dobrodošli. Hvala lepa in lep dober večer. Gospod Žohar, občina Braslovče je letos svoj občinski praznik praznovala nekoliko prej kot v preteklih letih, 7. aprila. Zakaj ste se odločili za nov datum občinskega praznika? Ja, res je. Jaz moram reči, da vse do zdaj smo praznovali v mesecu septembru, datum ni bil točno določen. Enkrat je padla ena ideja, ni bilo neke osnove, ni bilo nekih temeljev, zakaj septembra. Jaz našega častnega občana, gospoda Francija Kralja, prosil, ki je zgodovinar, da razišče, kdaj v septembru je, bom rekel, tisti točen datum praznovanja našega rojstnega dne, naše občine Braslovče. Zadeve se je lotil, raziskal in praktično je prišel do rezultatov 7. april. Takrat sem jaz prvo malo debel pogledal, kako je zdaj april, ne? In je jasno vse obrazloženo in 7. aprila 1140 je bila prva omemba kraja Braslovče, znana omemba kraja Braslovče. To je že praktično skoraj 900 let. In prav je, da občinski praznik praznujemo na temeljih nekih tradicij, generacij, vrednot, se pravi na nekih trdnih temeljih, ker, kot sem rekel, to je dolga tradicija, velike generacije ustvarjali lepo prihodnost naših občanov in tudi širše Spodnje Savinjske doline. No, tudi ob tej priložnosti pa ste, tako kot vsako leto, podelili občinska priznanja, se spomnili na tiste najbolj prizadevne občanke, občane, ki delujejo v vaši občini. Ja, drži. Jaz moram reči, da sem neizmerno ponosen na naše občane in občanke. Namreč ogromno število ljudi, posameznikov, društev, zavodov je izjemno uspešnih, izjemno proaktivnih, dajo veliko dodano vrednost in jaz ogromno krat rečem, tisto največje zlato so naši ljudje, naše občine. In vsako leto nagradimo na pobudo, na objavljen razpis določene posameznike, določena društva. Letos je bilo to prostovoljno gasilsko društvo, ki praznuje 120 let z županovim priznanjem. Potem zagotovo ena zelo uspešna zgodba medobčinske splošne knjižnice Žalec, ki deluje tudi v naši lokalni skupnosti. Si zasluži si je zaslužila bronasto priznanje in pa potem dva srebrna priznanja, in sicer Franju Pustoslemšku, ki je ogromno prispeval k razvoju športa. Namreč mi v letošnjem letu praznujemo tudi 120 let športa. Potem so tukaj tudi združenje borcev NOB, območna enota Braslovče, ki si prizadeva ohranjati nekaj dediščino kot tako, prenos, bom rekel, na mlajše generacije vrednot in pa zlato občinsko priznanje 120 let športnega društva Braslovče. Na vse smo izjemno ponosni in se res iz srca zahvaljujem vsem. No, sicer pa je prav, da takole ob občinskem prazniku nekoliko preletiva dogajanje, aktualne projekte, tiste, ki so v načrtih, tiste, ki se izvajajo, skratka, da malo preveriva, kaj je trenutno aktualnega. Zagotovo eden tistih projektov, na katerega ste dolga leta čakali in ki ga opazijo tudi tisti, ki se peljejo ne samo v Braslovče, ampak tudi mimo Braslovč, gre za ureditev novega krožišča v Parižljah. To bo nadomestilo staro nevarno križišče. Tam je pogosto prihajalo do prometnih nesreč. Ja, drži, gre za enega najbolj nevarnih križišč, zagotovo v Spodnji Savinjski dolini, če ne kar v celi regiji. Namreč vsak teden je prišlo do prometne nesreče. Mimo tega križišča poteka tudi šolska pot, kar je v bistvu še toliko bolj nevarno in moram reči, že po eni strani sem hvaležen, da ni bilo nikoli neke res smrtne ali tragičnega izida glede na nevarnost križišča. V letošnjem letu smo uspeli skupaj z Državno direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo z deli
in v sklopu tega dela zelo, bom rekel, napredujejo pred planom. Po predvidevanjih bo pred poletjem že zaključek z deli samega krožišča, ki tudi na nek način danes obremenjuje, bom rekel, vsi obvozi in pa posledično obremenitev te ceste na, da tako rečem, Logarske ceste je izredno velika vsak dan. Namreč morate vedeti, da se po njej vozijo tako Zgornji Savinjčani, potem iz Šaleške doline, Koroške in obremenitev je res velika. Tam se bo zgradila križišče in nov cep za Braslovče. Poleg tega smo pa mogli predstaviti tudi Kranjčevo kapelo, ki jo je zasnoval sam Plečnik. Na to smo ponosni in prav je, da se v bistvu ta kulturna dediščina ohranja v največji meri. Ta predstavitev je bila uspešna, kolikor sem videl. Ja, zelo uspešna. Ja. Tako da moram reči, da so zadeve dobro stekle. Kako je s finančno konstrukcijo te naložbe? V celoti je financirana strani države, vrednost dela pa nekje okoli 1 200 000. Pričakujete torej, da bi bila končana že tam nekje poleti, čeprav rok je november, ne? Tako je, rok je november, ampak moram reči, da je tako vreme naklonjeno, ekipa je kompetentna in dobro dela in zaenkrat dela potekajo, bom rekel, pred planom. No, k cestam se bova v nadaljevanju še vrnila. Poplave leta 2023 so še vedno žive v vaši občini, spomini na tiste dogodke in seveda tudi aktivnosti, ki ste jih peljali zadnji 2 leti in pol, so zdaj nekako tam, kjer lahko rečemo, da se počasi, pa vendarle postavlja vse na svoje mesto. Pa če začneva s temi protipoplavnimi ukrepi, ki trenutno tečejo oziroma so praktično že skoraj pred zaključkom na območju med Letušem in pa Ločico v občini Polzela. Ja, jaz bom tako rekel. Poplave zagotovo so še zelo žive v naši občini. Namreč veste, da smo mi ena izmed tistih občin, ki moramo preseliti 145 domov na novo lokacijo. Tukaj intenzivno tečejo, bom rekel, ves čas dela v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije. Vezano na to, bom rekel, je trenutno ravno danes rok za izbor izvajalca gradnje gospodarske javne komunalne infrastrukture na 19 hektarjih zemljišč, prej kmetijskih. Mi smo uspeli v mestnem času to spremeniti namembnost praktično v manj kot enem letu. Naredili projekt je vložen za pridobitev gradbenega dovoljenja in glede na to, da bomo danes imeli, da je ta rok za gradnjo danes, bomo zadeli začeli takoj, ko gradbeno dovoljenje pridobimo. Gradbeno dovoljenje za, bom rekel, celotno gospodarsko javno komunalno infrastrukturo pričakujemo v tem mesecu maju, je pa odvisno od 2 razlastitev, ker v bistvu se drugače ni dalo dogovoriti na 2 manjših parcelah znotraj tega območja 19 hektarjev za nadomestitveno gradnjo. To je izredno pomembno, namreč sploh v teh težkih časih gospodarske krize, naftne krize, če lahko tako rečem, ki pomeni dvig cen praktično na vseh nivojih, še posebej pa za novogradnje in hiše in materijale, bom rekel, potrebne za hiše. In ogromno ljudi čaka, da si lahko začne graditi hišo. V teh 2-3 letih praktično po poplavah je njihov denar ogromno izgubil na vrednosti, ki so ga imeli namenjenega, ki so ga dobili kot odškodnino in imeli namenjenega za gradnjo hiše. Zato je treba tudi na tem mestu povedati, da si bom maksimalno prizadeval, da se glede na vso inflacijo v teh 2 letih, ker ni bila njihova krivda, da si hiše niso mogli zgraditi, prizadeval, da se ta njihov denar poskuša indeksirati skladno z inflacijo. Ker sicer ne vem, kako si bodo zagotovili, zgradili nov dom, novo hišo, niso vsi dobili, bom rekel, večjo količino denarja, pa niso vsi enako finančno premožni. To je največji projekt in v bistvu moram reči, da je ocenjen nekje na samo gradnja gospodarske javne komunalne infrastrukture 12
do 14 milijonov, bomo danes videli, kak bo rezultat ponudbe. Je pa dejstvo, da vsak dan šteje ravno zaradi tega, ker so negotove razmere na trgu in mi moramo čim prej zagotoviti parcele za gradnjo hiš tem poplavljencem. Drug projekt kot tak je vreden 25 milijonov, ste ga vi omenili od Letuša do Ločice pri Polzeli. Dejansko smo ta projekt začeli že pred poplavami leta 2022 na osnovi sprejetega državnega prostorskega načrta leta 2012 in ta je pa bil, bom rekel, sprejet na osnovi poplav leta 1990. Dejstvo je, da smo takrat začeli z projektiranjem, poplave so nas presenetile in nas vrnile na popolnoma izhodišče. Ta izhodišča so v bistvu bila nova dejstva, da je voda lahko še višja, še močnejša in absolutno smo morali projektirati na način, da smo zagotovili poplavno varnost v primeru ponovitve dogodka iz 4. avgusta leta 2023. Ta dela se počasi zaključujejo, kot sem rekel, sem zelo vesel, hvaležen, da je temu tako in se je uredila poplavna varnost praktično v vseh krajih naše občine in bom rekel, po projektantskih ocenah bi morali biti varni v primeru ponovitve dogodka 4. avgusta leta 2023, kar je največ uredno. Tako da jasno, tudi določene sanacijska dela smo usporedno, so se odvijala številni plazovi, ceste in tako naprej. Je pa glavnina vezana sedaj za nadomestitveno gradnjo. No, tu pri tej nadomestitveni gradnji zdaj prve parcele praktično že dobivajo nove lastnike, nekatere ste morali določiti tudi žrebom. Ja, drži. Izbor parcel ali pa nakup parcel je moral biti izpeljan transparentno na način, da ima vsak pravico enakopravnosti in bil je objavljen razpis, vkolikor sta se dva z enako prioriteto izbrala določeno parcelo, je moral žal določiti lastnika žreb. Namreč to je edino možno v takem primeru. Zakon sicer določa prioritete na način, da ima prvo prioriteto naš občan z stalnim bivališčem na dan 31.7.23, drugo prioriteto so občan sosednje občine z stalnim prebivališčem, tretjo prioriteto občan tretje občine v Sloveniji z stalnim bivališčem in četrto prioriteto občan, ki ni imel stalnega bivališča, se pravi, lahko rečemo vikendaš. In tudi tisti so upravičeni in zdaj glede na prioritete, ki jih zakon določa in če sta bila dva enako prioriteto imela, je moral, bom rekel, žreb določiti lastnika parcele, če sta se odločila za isto parcelo v razpisu. Tu se je nekoliko zapletlo, ker poteka ta razdelitev parcel v večjih fazah, ne? Ja, mi smo želeli v bistvu narediti, kar se da dobro življenjsko z vidika izbora teh parcel, namreč ne more si vsak kupiti večje parcele. Parcele so velike od 500 kvadratov, nekje dobrih 500 kvadratov do 1600, največja parcel je 98, glede na interes, izkazan interes za to lokacijo. In mi smo naredili predpostopek, v predpostopku, neformalen predpostopek, kot tak na občini smo praktično vseh 98 interesentov zložili v parcele na način, da so si sami izbrali in da so v bistvu bili vsi zadovoljni in se noben interes ni podvajal. To pomeni, da ne bi prihajali do nobenega žreba. Na kar se je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki je po zakonu odgovoren za prodajo parcel in je lastnik teh parcel, odločil, da bo v bistvu razpisoval parcele po sklopih. V prvem sklopu je bilo tako 24 parcel, v drugem 19 in tako naprej. In ker je v bistvu bil strah, da je mogoče do drugega, tretjega, četrtega sklopa sploh ne prišlo, so se prej interesenti iz četrtega, tretjega in drugega sklopa prijavili na prvi sklop in ta sistem je v bistvu potem na nek način padel. Zato je prišlo do podvajanja in recimo, mislim, da največ interesentov na eno parcelo je bilo 10. Določeni so potem odpadli zaradi tega, ker so imeli
manjšo prioriteto po zakonu, se pravi upravičenost do nakupa parcele. Določeni so sami odstopili, določeni so šli pa potem v žreb. Kaj pa je novega pri preselitvi kulturnega in pa gasilskega doma v Letušu? Tudi ta dva potrebujeta novo lokacijo. Ja, res je. Kulturni in gasilski dom sta prav tako na močno ogroženem območju, praktično stene mejita na brežino, ampak ne na brežino, na v bistvu reko Savinjo, da tako rečem, sploh ni brežine vmes in oba sta bila močno poplavljena. Tukaj še posebej izpostavljam gasilski dom, ki gasilci grejo pomagati takrat, ko pomoč potrebujejo in če je njihov dom ogrožen in njihova oprema ogrožena, posledično pa tudi njihova avtomobili in bom rekel njihova osebna oprema pa osebne stvari, ko oni pomagajo, je nesprejemljivo. Se pravi, oni morajo imeti gasilski dom na varni lokaciji, zato da lahko brezskrbno pomagajo takrat, ko nekdo pomoč potrebuje. Bodi si v večjem požaru ali pa v poplavah ali pa kaj drugega. Skratka, kulturni dom je pa prav tako sosednji objekt, bil popolnoma uničen, poplavljen in dejstvo je, da ni transparentno na nek način, pa bom rekel, ni gospodarno, boljše rečeno, da se porablja javni finančna sredstva za popolno obnovo tega kulturnega doma, potem pa čez nekaj let popolnoma spet poplavljeno in uničeno. Zato potekajo aktivnosti, trenutno sprejemamo podroben prostorski načrt na vhodu vpadnici Letuša, nasproti bencinske črpalke je lokacija, da bom rekel, pripravimo teren za gradnjo novega gasilskega in kulturnega doma na varnejši lokaciji in s tem poskrbimo, bom rekel, gasilcem, da bodo imeli popolne, bom rekel, pogoje za pomoč ljudem, ko to potrebujejo. So pa v Letušu že praktično zaključena dela pri obnovi športnega igrišča pa večnamenskega prireditvenega prostora. Ja, tako je. Ta dela so v bistvu se zdaj pred prazniki praktično v zadnji zaključni fazi. Velika dodana vrednost za Letuš, za to lokalno skupnost, namreč to je bil center druženja in povezovanja ljudi in sem hvaležen, da smo uspešno zaključili tudi ta projekt. No, sicer pa državni prostorski načrt Spodnje Savinjske doline naj bi tudi prinesel nekaj rešitev pri tej protipoplavni varnosti, pa vendarle tu številni niso zadovoljni, tudi na vaši občini ne. Zakaj? Jaz moram tako reči, zdaj, kar se tiče državnega prostorskega načrta, ga mi vsekakor podpiramo. In je nujen za zaščito, bom rekel, celotne, ne samo Spodnje Savinjske doline, ampak tudi Celja. Mnogo ljudi reče, da je, ja, ampak s tem rešujemo Celje, ko delamo suhe zadrževalnike pri nas. Ja, drži, tudi to je res. Ampak prav je, da je temu tako, ker Celje, to je naš, bom rekel, kot vaš. Tudi mi, če pride do problema, gremo v bolnico v Celje, srednje šole so v Celju, fakultete so v Celju, delovna mesta so v Celju, tudi dom upokojencev kot tak. To je naše regijsko središče in prav je, da v bistvu naredimo vse, da je ustrezno zaščiteno. Kaj je težava, v bistvu, ki smo mi dali negativno mnenje na trenutni osnutek? Osnutek ima nekaj pomanjkljivosti, zagotovo ni optimalno projektiran zaradi tega, ker ne zajema praktično celotnega porečja reke Savinje. To je prva težava. Se pravi, reko Savinjo je treba ustrezno ukrepe izvajati od izvora do bom rekel, zaključka in vsak mora svoj del prispevati k temu, da v bistvu zagotovimo varnost. Mi smo v preteklosti naredili, bom rekel, parih desetletjih nazaj, veliko napak. Pozidali smo območja in brežine, ki jih ne bi nikoli smeli. Pa bodi si je to od Gornje Savinjske pa vse do Celja, Laškega, da tako rečem, in praktično vse brežine so pozidane. In Savinja si je pač vzela, narava si vzame prostor takrat, ko ga potrebuje. Poplavne karte Marije Terezije so že jasno pokazale, da so poplavljali točno tam, kjer je bilo poplavljeno leta 1923. In dejstvo je, da Savinja potrebuje prostor in za suhimi zadrževalniki in ga bomo dali nazaj kontrolirano na določenih mestih. Zdaj, ta mesta morajo biti pa optimalno
določena, optimalno projektirana, da ne zasedemo nepotrebno, bom rekel, preveč kmetijskih površin tudi, ker konec koncev Spodnja Savinjska dolina je kmetijsko pridelovalna kot taka, ogromno družin in ne nazadnje potem tudi gospodarstva je odvisno od pridelave, bom rekel, tako kmetijskih pridelkov kot hmeljišč, hmelja, da tako rečem. In to je ena zadeva, se pravi, treba je projektirati od izvora do izliva. Druga zadeva je, da menimo, da je lahko marsikateri suhi zadrževalnik, sploh tisti blizu občine Prebold, Kaplji vasi kot tak, ki je praktično 2/3 na našem zemljišču, bi lahko bil dosti manjši v primeru, da Žovneško jezero, ki je prav tako v naši občini, ki je mokri zadrževalnik, namenjen zagotavljanju poplavne varnosti, hkrati pa služi tudi za namakanje. In če bi se Žovneško jezero ustrezno razširilo, če gledamo zdaj iz vzhoda proti zahodu, se pravi na levo stran ali pa na južni strani Žovneškega jezera po dolžini, tam, kjer je danes močvirnat gozd, bi lahko dobili bistveno večje količine že obstoječega mokrega zadrževalnika, več bi lahko tam zadrževali v primeru, da so napovedane večje količine dežja. In v takem primeru bi lahko v bistvu optimizirali suhi zadrževalnik Kaplja vas. S tem bi močno vplivali na ustreznost trenutne rešitve. Namreč tisti suhi zadrževalnik je projektiran 6 metrov preč od hiš danes, ne, s tem projektom, kar je nesprejemljivo. Poleg tega je še nekaj detajlov, da v bistvu celotno razlivno območje v Letušu ni zajemalo celotnega območja hiš, ki se danes selijo. Se pravi, tiste, ki so na ogroženem območju in jih je potrebno preseliti, ker jih drugače ne moremo zaščititi, bomo preselili, ampak tam se naredi idealen prostor lahko za dodatno razlivanje. In ti suhi zadrževalniki oziroma tisto razlivno območje ali pa ta osnutek državnega prostorskega načrta ni zajemal celotnega območja. Se pravi, je nekaj detajlov, ki je potrebno optimizirati, ki je potrebno dobro premisliti. To so korenite spremembe na celotno območje. Zdaj se drugih lokalnih skupnosti ne bom dotikal, se pravi, predvsem imam tukaj v mislih Preboldava in pa Žalca, kjer so tudi predvideni velike površine suhih zadrževalnikov, ampak ne nazadnje do tega more priti, mi to podpiramo, ampak je treba optimalno načrtovati. Še bova nadaljevala z najnim pogovorom, zdaj čas za kratek predah in naše oglaševalce ostanite v najni družbi, takoj prideva nazaj. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Trgovine Joge! Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke.
Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Ob investiciji v našo sončno elektrarno in baterijski hranilnik vam zagotovimo NetMed letni obračun. Prihranite pri elektriki do 70%. ECE, energija prihodnosti. Dobrodošli nazaj, z menoj v studiu še vedno župan občine Braslovče Tomaž Žohar. V Rakovljah ste lani odprli nov kompleks športnih igrišč. To športno igrišče se je pravzaprav zelo dobro prijelo, se je pokazalo, da je izjemno upravičena naložba. Ja, medgeneracijski športni park v Rakovljah je res en zelo lep projekt. Moram reči, da se tam združuje in povezuje ljudi vse generacije, od tistih najmlajših otrok do praktično najstarejših, zajema ogromno število, ali pa praktično vse športne panoge na nek način. In vsakdo lahko najde, bom rekel, neko mesto, nek prostor, neko aktivnost za sebe. Pa če ne drugega, pa v bistvu sam sprehod skozi športni park je na 3 hektarjih in zajema veliko zelenih površin in pa, kot sem rekel, veliko športnih aktivnosti takih in drugačnih. Od ruskega kegljanja, balinanja do velikega travnatega, mislim, z umetno travo, nogometnega igrišča, stadiona, potem je atletski stadion, košarkarska, nogometna igrišča, še, bom rekel, za mali nogomet. Praktično vse športne aktivnosti in smo ponosni na to, predvsem pa moram reči, da mi zaigra srce, ko vidim, ko pridem tja ali pa ko se jim peljem polni športni park. To je nekaj najlepšega in najlepša zahvala. Zdaj tam v neposredni bližini pa raste tudi nov zdravstveni dom. Kako potekajo dela? Dela potekajo tudi pred planom. Namreč nekje v mesecu juniju je predviden zaključek. Prvič v zgodovini bomo prišli do zdravstvenega doma. V njem bo lekarna, pediatrija, 4 ambulante družinske medicine, potem bo fizioterapija, jasno, laboratorij, praktično celotne primarne zdravstvene storitve. Zobozdravstvo bomo primorani zaradi vse, ne glede na to, da je nov, smo bili omejeni s prostorom glede na prostorski akt, bomo dali na obstoječe prostore družinske medicine v trg Braslovče. Sicer pa, če nadaljuje z naložbami na Gomilskem, to so pa nekako načrti za prihodnje, si želite zgraditi novo šolo skupaj z vrtcem, to naj bi se verjetno začelo prihodnje leto, kako kaže? Ja, zdaj bom tako rekel, že tako je bilo zelo dotrajana podružnična šola na Gomilskem. Ti plani so bili postavljeni že praktično pred začetkom tega mandata. Je pa v bistvu celotno investicijo spodbudil še eno dejstvo, da v Šmatevžu, kjer je bila predvidena velika mega žaga, takrat investicija Škotov, 40 milijonska, če se spomnite, je območje dobrih 3 hektarja stavbnega zemljišča. Tam je zdaj predvideno gradnja 13 vila blokov. Jasno, nova stanovanjska gradnja predvideva tudi nove potrebe po družbeni infrastrukturi, to je šola in vrtec ta prva kot taka, da ne govorimo o prometni ureditvi in ostalih aktivnostih od parka in pa športnih igrišč. In v sklopu tega projekta bo praktično že teče postopek javno-zasebnega partnerstva in bomo skupaj z, bom rekel, temi investitorji, tak je plan in tak je cilj, zgradili v naslednjem letu novo podružnično šolo in pa vrtec, ki ga do danes v Gomilskem ni bilo. Tu pričakujete tudi kaj državnega denarja? Vkolikor bodo razpisi zagotovo, ta trenutek v bistvu planiramo in delamo kot ne, mislim, da ne, če pa bo razpis, pa zagotovo bomo projekt prijavili, ker
praktično vse projekte na tak način delamo, ker če imaš sam konstrukcijo sestavljeno, potem dobiš še državni ali evropski denar. Mi smo bili do danes izredno uspešni pri tem, no, moram reči, da smo pridobili ogromno finančnih državnih in evropskih sredstev, je lahko samo pozitivno, bom rekel, za celoten proračun. Prej ste omenili gradnjo teh novih vila, blokov, kar na nekaj lokacijah, ne, v vaši občini se načrtuje gradnja novih objektov, tako poleg teh stanovanj tudi enodružinske hiše, skratka, kar nekaj novih prebivalcev lahko pričakujete v prihodnjih letih. Ja, moram reči, da je, odkar sem jaz župan, mislim, da slabih 1000 prebivalcev novih, to je 8 let, kar je izredno veliko priseljevanja, in na to smo ponosni. Je pa dejstvo, da v bistvu si želimo, da ta občina, naša občina, ostane še vedno podeželska občina z, bom rekel, to kulturo, ki jo imamo, ker je izredno lepa. In ravno zato menim, poleg logistične, bom rekel, dobre povezanosti z ostalim deli Slovenije, je tisto, kar v bistvu ljudi pritegne. Energija ljudi, kultura, srčnost. In to je tisto, kar v bistvu se mi zdi, da zelo pritegne, pa še veda zelo veliko družabnega, družbenega dogajanja. Ogromno imamo takih in drugačnih dogodkov, tukaj bi se zahvalil Zavodu 3 jezera z Jasmino Roter Jager na čelu, ki izjemno dobro dela in ima veliko potencijala, bom rekel, pa izkorišča veliko potencijala za takšne drugačne dogodke skupaj z občino, jasno, da damo ljudem, bom rekel, eno lepo pestro dogajanje in življenje. Da to ni samo spalna občina ali pa spalno naselje, ampak da živi v polnem pomenu besede. Tako da, kar se tega tiče, je priseljevanje res veliko in ponosni smo na to. Na vse skupaj verjetno vpliva tudi dobra infrastruktura, pa pri infrastrukturi morda omenjava urejanje lokalnih cest. Kako je s tem v tem letu? Ja, vsako leto v bistvu jih kar nekaj asfaltiramo oziroma uredimo, rekonstruiramo. Je pa dejstvo, da bi si želeli tudi občani, da bi bilo tega še več. Imamo še kar nekaj tudi sploh v hribovitejšem delu občine, se pravi na Dobrovljah, neasfaltiranih cest. Tudi v dolini se še kaka najde in zdaj so tudi določene že zelo dotrajane in žal smo omejeni s finančnimi proračunskimi sredstvi. Moram pa reči, da občino razvijamo na način praktično vseh 8 let, 7-8 let, da vsako leto poskušamo, da vsak kraj nekaj dobi, da vsaka generacija nekaj dobi, da vsaka panoga nekaj dobi. Na tak način v bistvu potem razvijamo občino enakomerno, če tako lahko rečem. Tudi gasilci so pomemben del občine, kot vsako leto ste februarja z njimi podpisali tudi tisto krovno pogodbo o upravljanju gasilske službe na območju vaše občine, hkrati pa namenjate kar znatna sredstva tudi za nakupe novih gasilskih vozil. Gasilci so zagotovo najpomembnejši steber naše družbe. Ne samo takrat, ko v bistvu nekdo potrebuje pomoč in oni res nesebično z svojo srčnostjo, znanjem in energijo in opremo priskočijo na pomoč, ampak tudi sicer, namreč skozi celotno leto praktično skoraj ni dogodka, ki ne bi oni sodelovali zraven, tako ali drugače, ali to organizacijsko, povezujejo ljudi med sabo z različnimi organiziranimi dogodki, predvsem pa prenašajo vrednote, tiste prave tovariške vrednote na mlajše generacije. To je zdaj v teh težkih časih, ko vrednote izginjajo iz družbe, še toliko bolj pomembno, zato sem jim izredno hvaležen. Tudi sam sem del te družine, na to sem zelo ponosen. Moram pa to povedati, da je vloga, ali pa bom rekel naloga lokalne skupnosti občine kot take, župana kot takega, zagotoviti ustrezne pogoje. To so v bistvu ali finančne možnosti, po drugi strani pa tudi ustrezno opremo. In brez opreme je težko pričakovati, da bo nekdo lahko pomagal. Poleg tega je to neodgovorno, da niso ustrezno zaščiteni kot taki, kot potrebujejo pomoč. Ja, in v sklopu tega imamo letošnjem letu, vsako leto smo praktično namenili kar nekaj sredstev za to. V letošnjem letu bomo
bo prostovoljno gasilsko društvo Dobrovlje, bom rekel, bogatejše za novo gasilsko vozilo s cisterno GVC1, ki bo izredno velika dodana vrednost celotnim gasilskemu poveljstvu občine, še posebej pa gor na Dobrovljah, ki so najbolj odmaknjeni od vseh ostalih društv kot takih. Potem je novo gasilsko vozilo za prevoz moštva PGD Letuš in pa sofinancirali smo skupaj z 6 občanami iz Spodnje Savinjske doline še gasilsko avtolestev v PGD Žalec, dobrih 850 000 evrov. Zdaj, celoten proračun namenjen za zaščito in reševanje pri nas v občini tudi prav tam okoli 800 000 evrov, pri čemer moram reči, da je 400 000 evrov predvideno tudi za gradnjo prizidka civilne zaščite. Namreč civilna zaščita nima svojih namenskih prostorov, kar nekaj opreme se v teh časih nabavlja. Na nek način je to moja ali pa naša odgovornost, da smo ustrezno zaščiteni. Poleg tega pa tudi zakon nalaga tako o ustanovitvi civilne obrambe kot ostalih aktivnosti. In dejstvo je, da se v preteklih desetletjih ni v to področje vlagalo praktično nič. Zadnjih nekaj let pa tukaj kar veliko namenjamo, no, od satelitske telefonije do, bom rekel, takšnih in drugačnih agregatov, kar nekaj opreme kot take za potrebe civilne zaščite. Morda zdaj skočiva še na področje turizma. Strategija turizma Spodnje Savinjske doline je pravzaprav pripravljena razvoja turizma. Kje je zdaj tu umeščena vaša občina in kaj ta strategija prinaša? Spodnja Savinjska dolina ima izredno velik potencial, bom rekel, z področja turizma. Bodisi je to kolesarski turizem, bom rekel, kulturno-zgodovinski del, in prav je, da smo naredili destinacijo Doline zelenega zlata skupaj z vsemi 6 občinami Spodnje Savinjske doline. Zelo sem hvaležen, da je ta produkt, bom rekel, nekako dočakal dan in življenje kot tak. Ogromno ljudi je delalo na temu, se jim iskreno zahvaljujem. Je pa prav, da v bistvu ima neko rdečo nit in prav je tudi, da turizem je, bom rekel, ena taka stvar, ki ne sme in ne more poznati meja. Nekoga, ki pride v Spodnjo Savinjsko dolino, popolnoma nič ne briga, kje je meja občine Žalec, prej bo Polzela, Braslovče, Vransko, Tabor, in zato smo v bistvu nastopili enovito. Za to destinacijo naredili so se določeni produkti. Kar se občine Braslovče tiče, tukaj zagotovo najosrednja, poleg 3 jezer, zakrasele Dobrovljske planote, kjer je, mislim, da okoli 135 identificiranih kraških jam kot takih. Tudi, ali pa bom rekel predvsem, grad Žovnek. Grad Žovnek je pomemben biser naše domovine. Veste, da so v bistvu svobodni žovneški, kasneje celjski grofje, živeli praktično 2/3, pa bom rekel, 300 let na gradu Žovnek, zadnjih dobrih 100 let pa v Celju, da je to ista rodbina in prav je, da se na tem tudi turistično gradi. Namreč več kot 30 let grad Žovnek obnavljajo entuziastično vsako nedeljo prostovoljno kulturno-zgodovinsko društvo Žovnek, na kar sem jim zelo hvaležen. Vsi smo zelo ponosni na njih. Grad je dobil zelo lepo obliko že in raste praktično vsak dan, pa vsak teden nekaj novega. In okoli tega se v bistvu občina Braslovče tudi zelo gradi, poleg naravne in kulturne dediščine sicer. Tako da tukaj imamo namen se povezovati tudi z Celjem in pa Gornjo Savinjsko dolino, seveda, ne. Celje je še posebej pomembno zaradi ravno zgodbe žovneških in pa celjskih. Potem je tukaj kolesarski turizem, ki je izredno močen. In pa potem vsaka občina nekako da neke svoje tiste elemente in mi z nekim produktom turističnim peljemo turista praktično čez
Spodnjo Savinjsko dolino in širše. No, bliža se počasi tudi hmeljarska sezona. To vsako leto okronate tudi z dnevom hmeljarjev, ki poteka prav v vaši občini že tradicionalno. Ja, 63. dan hmeljarjev, oziroma mislim, 64. že letos, je izjemen dogodek, nekako naslavlja začetek hmeljarske sezone. Vedno je drugo nedeljo v mesecu avgustu, vabljeni že tokrat. Začne se z tradicionalno hmeljarsko povorko, kjer mladina praktično z različnimi vozovi ponazarja dediščino hmeljarstva skozi zgodovino. Izredno lepo, izredno veselo, en čudovit dogodek. Moram reči, da smo zelo ponosni na to, z izredno veliko tradicijo. Hmeljarstvo je pomemben del, bom rekel, naše kulture in pa našega gospodarstva, kmetijstva kot takega. Kot sem že povedal, ne samo, da določeni kmeti praktično že generacije živijo, bom rekel, in jim je to predstavlja kruh, ampak ne nazadnje je hmelj tista sestavina, tista začimba v pivu kot takim, brez katerega ni. Pivo pa veste, da je v bistvu tretja najbolj prodajana pijača na svetu in da predstavlja tako področje turizma, če pogledamo Žalsko fontano Pera, tako področja gostinstva, pa potem številnih pivovarn, pa trgovin in tako naprej. Se pravi, kar nekaj gospodarskega kapitala se na osnovi te pijače praktično obrne. In je potreba gledati celotno verigo in si pa ves čas prizadevamo vsi župani Spodnje Savinjske doline, da je ta pridelava ekološka, da je čim bolj, bom rekel, naravi prijazna. Zato smo pred parimi leti financirali en izjemno lep projekt razgradljive biovrvice, vse z namenom in željo, da se v bistvu potem ne kuri, da se v bistvu to razgradi v naravi in tako naprej. Tako da na tem delu je kar nekaj raziskav, kako še, bom rekel, približati bolj prijazno okolju. In pa pošiljati dobre misli naravi, da ne bo postregla s kakšnim neurjem ali pa s kakšno točo, ki včasih prizadene hmeljarje. No, še pred tem dnevom hmeljarjev pa vas v Braslovčah čaka že zelo kmalu tudi dobrodelna glasbena prireditev Zvezde med zvezdami. Ja, to je 29. maja, zdaj že 4. leto, mislim da. Delamo skupaj z Novim tednikom Radia Celje, popolnoma dobrodelna. Zelo lep dogodek, namreč zakaj? Združuje vsa, ali pa bom rekel, veliko društvo se prijavi za kuhanje golaža. In potem so različni punkti, vsako društvo v občini, tudi občina Braslovče kot občinska uprava, kuha svoj golaž. In na nek način v bistvu vsak svoj golaž kuha, ta golaž je potem izkupiček od prodaje tega golaža gre v dobrodelne namene v celoti 100%, in sicer otrokom, družinam z otroci, ki si sicer morja ne morejo privoščiti ali pa bom rekel dopusta letnega v naši občini. Poleg tega v bistvu imamo kar veliko dobrih srčnih ljudi, ki donirajo sredstva podjetja kot taka, ki donirajo sredstvo. Lani smo zbrali nekaj čez 20.000 evrov, kar je pomenilo, da smo lahko povabili, mislim, da 18 družin na morje za en teden, kjer je bilo praktično vse brezplačno oziroma plačan dopust. To je možno samo z, bom rekel, srčnostjo vseh ljudi, predvsem pa tukaj srčnostjo gasilcev. Namreč vseh 7 gasilskih društv v našem gasilskem poveljstvu občine Braslovče pa ves čas skozi dogodek organizira tako gostinski del, hrano in pijačo, in pa da celoten dogodek, kjer se obrne
nekje okoli 5000 ljudi zagotovo, ali pa odvisno od vremena in leta, in da se vsi počutijo dobrodošli, lepo, prijetno, da je gostoljubje res na najvišjem nivoju. In to je tako lep projekt, se ga že zdaj zelo veselim in prijazno vabim vaše gledalce, da tudi pridejo pogledat in podpreti ta dobrodelni dogodek. No, glede na to, da še ni minilo tako dolgo od vašega občinskega praznika, pa morda za konec tega najinega pogovora še kakšna želja, misel vašim občankam, občanom? Ja, vsekakor, res ne samo, da želim, bom rekel, občankam in občanom, ampak želim vsem nam eno lepo prihodnost, ki bo temeljila na ljubezni, na sodelovanju, povezovanju. Preveč, bom rekel, je prepirov, preveč težkem svetu živimo in prav je, da, bom rekel, vrednote nekako živimo, ne samo govorimo o njih, in da vsak prispeva tisto, kar lahko za lepši in boljši jutri. Veliko stvari je, bom rekel, brezplačnih, kot je prijazen nasmeh, topel objem, topel stisk, iskren stisk roke, in to je tisto, kar šteje v življenju, in prav je, da to se zavedamo vsak dan in da delimo, bom rekel, najboljšega del sebe tudi drugim. Gospod Tomaž Žohar, župan občine Braslovče, najlepša hvala za vaš pogovor, za te lepe misli in seveda uspešno delo tudi v prihodnje. Iskrena hvala in lep pozdrav vsem vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa smo pripeljali k koncu še eno oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja. Prijeten teden v naši družbi, pa znova dobrodošli prihodnji ponedeljek. Nasvidenje.